V preteklosti v Rusiji ni bilo zim in mraza. Cerkev Preobraženja Gospodovega v regiji Kaluga. Cerkev je bila zgrajena za toplo podnebje, brez zmrzali. Med gradnjo te cerkve ogrevanje ni bilo nameščeno. Ni peči, ni grelnikov, ni dimnikov, nikarni. In tudi njihovih sledi ni. Toda v Rusiji je brez ogrevanja zelo mrzlo. Javni prostori morajo biti ogrevani, zato je bila peč izdelana kasneje. Postavljena je bila prav tu, blizu vhoda, da bi ustvarili zračni toplotni zaves. V steni so izdolbli utore za namestitev peči. Očitno je, da so opeke zglajene. To ni zidarsko delo izgradnje. Na steni je ostalo veliko ometa. Mavec ne more biti v delovni peči. Zgorel bo. V steni je bila narejena odprtina za odvod dima. Preluknjani kanal je bil zatesnjen od znotraj, da bi ustvarili cev. Poglejmo si podrobneje dimnik. Jasno je vidno, da so opeke znotraj dimnika poškodovane in odlomljene. Nekdo je zelo grobo izvlekel opeke iz stene, da bi ustvaril dimnik. Molt med opeko cerkvenega zidu je bela. Tukaj je, svetlo. Opeke v kasneje narejenem zidu dimnika so povezane z drugačnim malterjem. Ima rjavo barvo. Ta majhen zid dimnika je bil narejen kasneje. Zakaj ruski arhitekt ni naredil peči za ogrevanje pri gradnji cerkve? Ali je pozabil na mrzle ruske zime? Poglejmo si še en element te cerkve. Stranske vrata v prostorih templja. Vrata so narejena iz železa. Kovina ne zadržuje toplote dobro. Stavba izgubi veliko toplote skozi kovinska vrata. Tukaj vidimo sledi namestitve drugega dodatnega vrata. Po izgradnji templja so bile notranje stene ometane in pobarvane. Nato je bila na omet in barvo nanesena gradbena mešanica, da se izravna kot za okvir vrat. Potem je bila ponovno pobarvana s sivo barvo. Poglejmo na to z druge strani. Tukaj je enako. Plast ometa, plast barve, na vrhu pa se nanese gradbeni malta za izravnavo kota, za namestitev dodatnega okvirja vrat, in potem je na vrhu prebarvano s sivo barvo. Poglejte barvo gradbenega malta. V steni cerkve med opeko bela malta. Dodatna vrata so nameščena z malto rumeno-rjave barve. Spominja se barve raztopine, ki je bila uporabljena za zapiranje kanala dimnika, ki je bil kasneje preboden. Verjetno so bili dimnik in dodatna vrata narejena približno ob istem času, potem ko je bil tempelj ometan in pobarvan znotraj. To pomeni, da je bil popolnoma pripravljen za uporabo. Zunanjost cerkvene stavbe nima zaščite temeljev pred ruskim mrazom. Vlaga se dviga iz tal skozi kapilare znotraj opeke. V mrazu voda zmrzne in razbije opeko. Veliki kosi so odpadli na vogalih. To je povzročil ruski mraz. Celoten spodnji del stavbe se ruši. Enako je tukaj. Opeke so se sesule in padle iz stene. Tako ruski mraz uničuje zgradbe, ki nimajo zimske zaščite za temelj. In v tej cerkvi zaščita manjka. Ker je ta cerkev zasnovana za tople podnebje, brez zmrzali. Znak pravi, da je bila cerkev zgrajena leta 1791, na koncu 18. stoletja. Če je datum pravilen, potem pred 200 leti v Rusiji ni bilo zim in zmrzali. To je nekaj, o čemer uradna zgodovina noče govoriti. Na mojem kanalu se boste veliko naučili o pravi preteklosti človeštva. Zgodovinarji so pred nami skrili resnico. Moral sem jo odkriti sam. Našel sem stvari, ki si jih niti ne morete predstavljati.